Asteroid lahko napravi veliko škode. Ja, uniči lahko življenje na našem planetu. Jaz mislim, da se to ne bo zgodilo. Imamo pa sošolca, ki misli čisto drugače. Jernej prepričam, da se bliže katastrofa. No, to je pa resno, ne? Ej, najbolje bo, če se odpravimo k Jerneju in ga prepričamo, da se to pač ne more zgoditi, ne? S svojim pepemobilom tavam naokrog in iščem padle asteroide. Zelo zamudno početje, če lahko pripomnim. Asteroida ne bo k nam. In to moram dopovedati tudi Jerneju. Vseeno rečem, ne? V vesolju je milijarde skal, ki frčijo naokrog. In kakšna lahko pade tudi dol k nam. Ampak nisem še slišal, da bi koga zadela. Samemu mi ne bo uspelo. Morda mi lahko pomagajo Jernej in njegovi prijatelji. Ja, kje pa so? Jih že vidim, tam so. In očitno me nestrpno pričakujejo. Pa kje si? Mislili smo, da te ne bo. Jernej je izginil. Ja, očitno se ne veliča čakati. Upsič, ej, nisem vedel tako hudo. Ej, poiskat ga moramo, je prav? Ja. O, Jernej! Pa kje? Ja, pa da iščemo ga, no. No, zdaj pa imam. Namesto, da bi se ukvarjali z asteroidi in dinozavri, zdaj iščemo Jerneja. Sploh ne opazimo, da nas ves čas skrivaj opazuje lisjak Foxner, ki se zabava v mojih nerodnostih. Ja. Au, to boli. Medtem ko otroci neuspešno tekajo naokoli, se meni končno posreči najti Jerneja, ki očitno tudi nekaj išče. Le kaj? Jernej! Končno! Veš kaj, prišel sem ti povedati, da tist tvoj strah pred asteroidi je pa čist brez veze. Saj vem, sploh me ni strah, ampak se mi dinozavri smilijo, ker so že izumrli. Ja, ampak če te ni strah, zakaj pa pol počneš tukaj le? Tu naj bi bili dinozavrovi fosili. Čakaj. Kaj? Tla se mi zdijo predvsem mehka. In lahko naletiva na njihove stopinje. A ja, pogledaj. Ja. Tega. Ste našli Jerneja? Ne, ste ga vi našli? Ne. Še Pepeta smo izgubili. Iskanje dinozavrovih stopinj se nadaljuje. Ne verjamem, da bo na naše sledi stare milijon let. A ja? Kaj pa potem tole tamle, a? Veš kaj, meni se zdi tole zelo podobno dinozavrovi sledi, če mene vprašaš. Bodi resen, to je sveža sled. Sveža? Ti to misliš resno? Ja. Če je tole sveža sled, očitno tista asteroid, ki je padel na Zemljo, le ni potolkal vseh. Bežva, skriva se, bežva. Tu okoli hodi živ dinozaver. Panika! Deno, dinozavrov več ni. A ja? No, pa mi pa ti razlož tiste hrup tamle gor v krošnji. Vsaj skriva se, no. Kam pa? Kako ne vem, ti se spoznaš na dinozavre. Ej, kaj misliš, a je že odšel? Kdo? Ja, dinozaver vendar, ne, tisti v krošnji, v drevesu gor. To ni dinozaver. Se res tam zgoraj ne skriva dinozaver? Mon Dieu! To je Foxner! Mislili smo, da je kaj narobe. No, čisto vse le ni okej. Kaj je s tvojo glavo? Je kaj padlo na njo? Asteroid? Ne. Asteroidi napadajo dol kar vsak dan. Na glavo mi je priletel nekaj dosti tržega. Foxner! No, kakorkoli. Strahu pred asteroidi in dinozavri ni več, saj za to ni pravega razloga. Tako se lahko posvetimo zabavnejšim rečem, na primer risanju. Rišemo dinozavra? Ne, tole je želvica, ki se je skrila. Kam pa? No, prisluhnimo.
žabica je skrila tam v oklepu mirno spi. Kam se žabica je skrila, kam je spet odšla. Kaj, če se je izgubila, dolgčas je brez nje doma. Pa naplen še bolj uši, vsak dan zaslišim klik, kvak, kvak. Kam se žabica je skrila, šla je plavat v vodnjak. Kam se je žirafa skrila, kam je spet odšla. Kaj, če se je izgubila, dolgčas je brez nje doma. Pa poglejmo gor med krošnje gustih listnatih drevic. Tam je eno deblo viška, tam je ta žirafa vmes. Pa poglejmo gor med krošnje gustih listnatih drevic. Tam je eno deblo viška, tam je ta žirafa vmes. Jernej, ti se zelo spoznaš na dinozavre, kaj ne? Ja, dinozavri so super zanimivi. A veš, da so bili eni po 4 nogah, eni pa po 2? Super. Katere vrste dinozavrov pa poznaš? Naštel ti jih bom. Dej. Diplodok, T-rex, Triceratop, Tricerator. Ampak, a te je še strah, da bo asteroid padel na Zemljo? Takih nevarnih noči se ne bojim več. Ja. Pa smo ti mi pri tem kaj pomagali? Malo pa res, pa še zabavno je bilo. Ja, super. Torej, če imaš ti podobne pomisleke kot naš Jernej, pokliči na Tom telefon. Tam so zelo prijazni in ti bodo pomagali. To je telefon za otroke in mladino, ki ima svojo številko. 116 111.